mislim, jaz sem vedno hotel igrati za reprezentanco, tako da nočem, da me ljudje ne razumejo in da dobijo drugačen vtis o meni. Vedno mi je bila želja, da igram za to reprezentanco, ampak nekako po nekaterih poskusih, ko sem poskušal, vedno nekaj se zgodilo, da pač nisem bil del reprezentance, ali pa del tega, tako da sem se navadil, da sem v medijih za strani dosti ljudi iz zveze, pa to Grdi Raček, tako da sem malo sit tega in sem se odločil, da pač ljudje in javnost vidijo kak pa kaj in da vejo, da nisem jaz ta oseba, ki me pač mora nekdo prositi, da igram, ampak da sem imel željo in pa da se ni šlo, nažalost se ni šlo in verjetno je najboljše, da tudi tako stane za mene in za reprezentanci tudi in za vse druge. Tako da jim želim vse najboljše, želim jim, da čim več osvojijo in da naredijo neki svoj maksimum. Mislim, da je vsakemu v ponos igrati za reprezentanco in jaz sem si to vedno želel, kar se je zgodilo v preteklosti, bomo pustili za sabo, sedaj razmišljamo o sedanjosti in prihodnosti. Pač normalno je, da sem zdaj v drugačni poziciji, kot sem bil prej. Prej sem bil izpadel kot 13, bla bla bla, ne bom govoril o tem, tako da zdaj se pač zavedam, da ko bom oblekel prvič dres reprezentance, ga bom zastopal 110% vse, kar imam in ne samo jaz, tudi vsi moji soigralci. S kakšnim uspehom bi mogel priti iz Poljske, da bi lahko rekel, da si presegel prsten? Recimo prvak pa MVP Saša Vujočić, bi to presegel prsten? Ja, mislim, da bo zanimivo. Vse, kar imam pred sabo zdaj je, da skupaj osvojimo nekaj in da nimamo cilje četrtfinale, polfinale, ampak da imamo dosti visok cilj. To bo dosti pritiska nad nami z vaše strani in ze strani vseh, ki pričakujejo visoko odziv, ampak če ostanemo vsi na isti nekako strani, na isti cesti, kot bi rekel, ki je pot k uspehu, mislim, da bomo uspeli. Tudi naši navijači, vsi v Sloveniji, euforija je visoka, tako da kar se bo zgodilo, je samo timski uspeh, kaj nas lahko reši in to je osvojitev Evropskega prvenstva. Je to začetek košarkarske pravljice, ki bi se nekako doživela ali vodi uspel v Londonu na olimpijskih igrah? Je to smiselno? Mislim, da slovenska reprezentanca je vedno imela talent in vedno so pokazali, da v preteklosti, ali smo pokazali v preteklosti, da lahko naredimo dober rezultat. Sedaj, danes 2009, vsi reprezentanti tukaj in vsi imamo nekakšen status v svojih ekipah in imamo dosti, kako bi rekel, dosti črt že za sabo, tako da vemo kak pa kaj in zanimivo bo in pravljica ali ne, mislim, da smo pripravljeni, da osvojimo, da damo maksimum, kar je naš maksimum, pa bomo videli, vse odvisno od momentuma.
A po dogodkih leta 2009, ko je takole še igral na pripravljalnem turnirju v Sevilji, kasneje v Mariboru pa je dokončno bočilo, je postalo jasno, da Vujačiča ne bomo več videli v dresu s slovenskim grbom. Sasha for the lead. I don't believe it. Sasha, I love you. Sem že rekel, sem imel par intervjujev pred tem današnjim. Ne vem, kaj se je zgodilo ali kaj je bilo, ko sem s 15 leti šel iz Slovenije. Vedno sem si želel, da pač osvojim nekaj v ligi NBA, vedno sem imel sanje, da grem naprej. In od takrat, ko sem se odločil, da pač grem nekako iz Slovenije, so se mi hočeš nočeš nekako vrata zaprla v Sloveniji. Nisem imel priložnosti, da odraščam za temi reprezentanti. Jaz njih osebno ne poznam, oni mene ne poznajo, tako da dvakrat sem poskušal igrati za reprezentanco, sem se odločil, da pač svoj čas podredim temu, da naredimo neki maksimum, glede na to, da imamo eno od ne najboljših, ampak ekipo z največ talenta mogočega. In če vzamemo za primer Španijo, oni so imeli nekoga v zvezi, ki jih je lahko obdržal skupaj, ki je to ekipo 10 let imel, tudi ko so bili v mlajših selekcijah in jih je potisnil naprej, tako da je tudi rezultat tukaj za temi medaljami. Nažalost, mi nismo imeli tega, imamo zelo dobra imena, ampak nikoli nismo imeli nekega velikega kolektiva. A vendarle konkretno glede vas samih, splet okoliščin ali kaj drugega? Jaz sem vedno povedal vse, kak je bilo po resnici, res nimam. Meni se v življenju ne nič spremenilo, če se zlažem ali pa rečem, kar se ni dogajalo. Se pravi, vedno naučil sem se v življenju, da se dobro nekako z dobrim vrača in če si iskren, se je vedno vse povrnilo. V teh zadnjih mesecih, zadnjih 2 letih od zadnjega pač tega velikega ne, da nisem dobrodošel, sem pač bil tiho, se nisem hotel mešati, sem dal enkrat svojo stran zgodbe, ker vedno so dve strani in si povedal, tako da v teh 2 letih sem bil verjetno grdi raček in oseba, na katero so se lahko vsi nekako iztresli, kako bi temu rekel. In mi je bilo žal mi je predvsem zaradi tega, ker navijači in slovenski narod imajo to željo po uspehu, hočejo videti to medalje, zaradi tega, ker se v Turčiji smo imeli največ navijačev, v Litvi smo imeli dosti navijačev, se pravi, da oni hrepenijo po tem uspehu in mi je žal, da pač nikoli nismo kot igralci in kot ekipa jim dali ta maksimum, tako da to je kar me boli, ampak sem se naučil, da pač nekako ko se vrata zaprta zate, jih moraš tudi sam zapreti, tako da iti naprej po svoji poti. Se pravi, ta vrata so zdaj zaprta zavedno
Ja, mislim, kot sem rekel, letos naj bi imel neštete klice iz Slovenije glede reprezentance, e-maile, kar je popolna laž, tako da sem skapiral in razumem, da pač in spoštujem tudi odločitve, da grejo ljudje po drugi poti, tako da želim vsem vse najboljše, predvsem reprezentanci, da naredijo svoj maksimum. Jaz pa sem razumel tudi v zadnjih par letih, da pač nisem nekako dobrodošel tu in da moram iti preko tega in iti naprej. Vendarle, selektor pride, odide, direktor pride in odide, je ta zamera vendarle globja? Nimam zamere, res. Jaz nimam niti ene zamere do nobenega, zaradi tega, ker bi bil majhen človek, če bi imel zamero do ljudi. Kar me boli je to, da kot sem rekel, da nismo imeli priložnosti, da se vsedemo vsi najboljši skupaj, da imamo nekoga, ki nas lahko, kako reče v Ameriki, guidance, vodi po tej poti do uspeha. Se pravi, to je žalostno, res je žalostno, ker mislim, da bi si vsi zaslužili medalje. Vsaj eno, čeprav bi mogli imeti že par do zdaj. Tako da ne rad govorim o tem, kar je bilo v preteklosti, ampak kot sem rekel, ni zamera ta, ko me daje na stran, ampak pač sem razumel in videl, da nisem dobrodošel tu, ne vem zaradi čega, kaj se je zgodilo, tako da mi je žal, no. Koliko je resnico Črni Gori selitve v reprezentanco, da se oddaliva malce od reprezentančnih tem na ta način? Ne, mislim, vse sem rekel, ko sem bil v New Jerseyju, zdaj imam tudi e-maile, če hočete, če gremo tako daleč, če bojo ljudje dalje zanikali in pač pokazati dokaze, katerim reprezentancem sem bil ponujen. Tako da mislim, da je Črna Gora tudi bila ena izmed njih. Kar se bo zgodilo, ne vem. Vsakemu športniku je pač želja, da proba z reprezentanco nekaj osvojiti, da probaš iti na olimpijske igre, da probaš osvojiti evropsko prvenstvo, svetovno. Če se bo prilika pokazala, zakaj ne, ampak sem tu 27 let sem star, tako da sem nekako z glavo bolj pri klubih in sem se odločil, da za zdaj ne mislim razmišljati o nobeni drugi reprezentanci kot pa o Efesu in pa kaj bom lahko naredil naslednje leto. Torej, če vas razumem, so vas ponujali, zveza ponujala drugim reprezentancem? Ja, vse to ni dvoma, vse to vejo vsi, vejo dosti ljudi, tako da nočem nobene polemike s tem začenjati, pa stojim za svojimi besedami, ki sem jih rekel pred parimi meseci, ko sem bil v New Jerseyju, tako da svoje zgodbe ne bom nikoli spremenil zaradi tega, ker je pač zgodba, kar je resnica, tako da če resnica se včasih zataji, meni to ni všeč. Mislim, da sem dolžen povedati narodim pa ljudem, navijačem, predvsem svojim navijačem, ki jih imam na Twitterju in Facebooku, da vidijo, kaj se v resnici dogaja, tako da to je, kar je. Ste imeli glede tega, ker ste tudi sami rekli, da ste bili grdi raček pri svojih prijateljih, znancih, rojakih, kadarkoli težave, vas je mogoče kdaj kdo gledal po strani, ste čutili, da imam tako dobre prijatelje že iz otroških dni, posebej v Mariboru, ki bi me vedno zaščitili in bi za mene vse naredili, tako da sem ostal v stikih z kar nekaj njih in so me vedno zaščitili, vedno ko so videli, kaj prebrali, kaj v Sloveniji, so me poklicali in mi povedali, kaj se dogaja, tako da sem bil nekako, zaradi tega sem rekel ta grdi raček, ker so mi pač povedali, kaj se dogaja. Pri sorodnikih, oni me tako poznajo, vejo, kdo sem, kaj sem. In pa naučil sem se, da ni dlake na jeziku, da moraš direktno stvari povedati. Tako da prijatelji se bojo vedno postavili za mene in to je tudi nekaj, kar me veseli. Če se vrnemo v Ligo